Aleš, kaj imaš to? Paket. Novi iPhone 16 BMX. 16B, a to sploh obstaja? Jaz to še nikoli nisem slišal. Če lahko kupiš, pol obstaja verjetno, ne? 20 € je bil, džabe. Aha. Neverjetno, če mene vprašaš. In kljub temu si ti to verjel? To je pa meni neverjetno. Kamen. Ne kar en kamen, zelo lep kamen. Zgleda zelo dragocen. Vsej 20 €. Ha. A misliš, da ima Bluetooth? Evo, internet je lahko tudi čist fajn. Ful stvari zastonj. Recimo Facebook. Na Facebook, če karkoli napišeš, pa je slovnično nepravilno, se bo kuj najdu en, ki ti bo to popravil. Tako da teoretično bi lahko stavk po stavk na Facebook dajel svojo diplomsko, pa bi ti jo ljudje zastonj lektorirali. Fajn, ni? Fantastično. Potem imamo še pa tu spletne trgovine in pa neke storitve, ki pa niso zastonj. Ampak najbolj triki so pa tiste stvari, ki so skoraj zastonj. Neverjetni popusti, neverjetno znižana cena, no, ti so pa skoraj ziher skemi. Vprašaj se, zakaj bi lih ti to dobo toliko poceni? Zakaj bi lih ti dobu iPhone za 20 €, Aleš? Ja ne vem, ker radi sanjamo. O tem in še marsičem drugem pa z našim gostom Jožetom Robežnikom. Wow. Ko sta pa to naredila? Kje pa si bil? Doma. Sreča sem bil lepo oblečen. Jaz sem doskrat doma nag. A bi rad obogatel z delom od doma? Glih razmišljam, ja. Da bi bilo fajn, Da bi ne? rabo nekaj tašnega, da bo doma. No. Neke srajčke, fotkaš, narediš. Jaz sem bil en mail, ti mu preposlal. Ja? Ja, ker ful, sam par klikov, pa neke anketice malo spomniš, pa bam, ja. Pa vem, špila, pa bam. Pa tekoče račun daš, bam. Bam. Jaz še čakam na ta drug bam, no, ampak prvega sem naredil. Prvega si ker dobro. sem plačal. Prvo bam si ti plačal, ta drug bam pa prije cash nazaj, ne? It takes To je- money to make money. Dlje, ka čakaš, več bo prišlo nazaj. Ne, to je vesolje, več kot daš, več dobiš. Ja. Več daš, več dobiš. En si zapiske že dela. Ja. Za Knjigo. Za scam, za uspešen Za scam. scam, Ja, za to je scam. Če že razmišljamo, da bi delali scam, Ja. dajmo razmišljati, o čem bi lahko bila ta naša spletna trgovina. A veš, da bi naredili nekaj pa Jaz prodali. imam modrosti, življenjske modrosti. Ampak kako bi to, kaj bi ne, imel ne, za, ne. za različne priložnosti? Kaj jaz rečem, lih kar me je punca pustila in ti mi rečeš, Bo že prišla druga. Ne vem, recimo. Ali pa, To je vreden 20 Punce so kot €. avtobusi. Ja, punce so kot avtobusi, ena pride, druga gre. Ne smešate od zadaj noter, a to? Ja, ker boš A od to- spred... Ne, Je to? Okej, ja. Avtobusi, ki še Ampak vedno se to je govorimo. internet, se Ja, je internet. vse dovolj. Tle smo varni na internetu, lahko govorimo karkoli hočemo. Okay. Dobro. No, ampak če bi delal spletno trgovino, ne, Ja. da ni čist legalno. S čim bi nategoval ljudi? Jaz sem razmišljal, da bi dal recimo spolne pripomočke. Ti bi dal spolne pripomočke. Bolj čuden, kaj je, boljše je, zaradi Ja. tega, ker ne bojo si upali prijaviti. Ja. Kaj, zginili so vsi biči, pa lisice, pa ne bo noben našel. Vsi bojo Nisem tako- dubu, ja. Ja. Kaj pa bi mogel dobiti gospod? Dajte definirati čim bolj natančno, nič pozabite, se bo. Ne se je vize. Ja. Ja. To je dobro, všeč mi. Ja. Dobro razmišljaš. To bi bili najboljši skemi. Jaz bi pa recimo imel gradbeni material, Gradbeni material, žaklja cementa. bolj bi šel na kamne. Kamne. Ja, zato ker veš, ful dosti prevar je, da ti pošlje samo en kamen. Ja. Ne? In če bi pri meni naročil 2 tone kamna, pa bi ti enega poslal, bi še vedno policaj rekel, Da, sem nekaj ste dobili? Ja. Ja, nekaj ste, Nekaj ja, sem en dobil. kamen. In koliko ste pa naročili 2 tone? Ja, dobro, no, mogoče se je nekaj na pošti izgubilo. Veš, tak, vse sem poslal kamen. Je posebej bilo, posebej bilo. Oprosti, če ni bilo prav v nulo zvagano. Ja. A veš? Ok, no zdaj si pa pogledamo en sketch, pa te bomo pa nazaj domov vrnili. Thanks. Na Ja. pošto. A te še na pošto prej? Ja. Okay. Pozdravljeni na seminarju Spletne prevare za začetnike. Torej, kaj mora lažna spletna trgovina nujno vsebovati? Kdorkoli ve? Kdorkoli ve? Nore popuste! Dobro, to je kar malo očitno, ampak o kakšnih popustih to govorimo? Je to 20%, 30%? To je premalo noro. 80%!
To je noro. 80% popust na električne skuterje. Kdo tega ne bi kupil? 80%. A ste vi nori? Ne, jaz nisem nor, ampak iščemo pa naivne ljudi, tako da to ne smemo zamešati in tole jih prvap. Dobro, ampak kdo pa dejansko temu nasede, pa to kup? Evo. 80%. Evo. Presenečeni bi bili, kakšno število ljudi temu nasede. Kakšno število? Veliko število. Kako veliko število? Ne vem, 5462. Ja, ok, no, cool. No, kakorkoli, gremo naprej. V glavnem imamo nor popust. Jaz še vedno ne verjamem, da so ljudje dejansko toliko naivni, da bi kdo temu nasedel. Ja. A si v zvezi? Imaš partnerja? Ja, ampak kakšno vezo ima to? Zdaj, ko se malo s tabo pogovarjam, vsak dan se zahvali, da ga imaš. V glavnem, na začetku, ko ste začenjala, ti je veliko stvari obljubil, ne? Hišo, vikend na morju, non-stop potovanje po svetu. Ja, to že... Koliko teh obljub se je držal? Recimo v procentih. Kaj, 50%? 60%? No, bolj 10, 20%. 20%. Se pravi, bi lahko rekel, da si privolila 80% popust v zvezi. Ja, dobro, no, pa ne morete tega enačiti. Tukaj gre za ljubezen. In točno to je drugo pravilo spletnih prevar. Vi morate imeti svoje stranke radi, ker tako stranke postanejo redne stranke. Ne samo, da na hitro nategneš, ampak da lahko dalj časa nateguješ. Če veste, kaj mislim. Ja, se ne bi mogel bolj strinjati. Mi smo imeli isto pravilo v moji prejšnji službi. Fantastično. Kaj pa ste počeli? Motivacijski govorec. No, pa ste navajeni prodajati nič. To bo fantastično. V glavnem, se pravi. Eno vprašanje. Ja, kolega motivacijski govorec, prosim. Ti izdelki, kaj je najboljše prodajati? Karkoli ljudje rabijo, pa da je dovolj veliko, da lahko pošlješ po pošti. Ok, kako veliko pa ne bo, tako v centimetrih? Ja, ne vem točnih dimenzij, ampak pač to, da ti poštar lahko prinese na dom. A pa to govorimo o poštarju z avtom ali o poštarju s kolesom? Zakaj je to pomemben? Ja, ne, ker če pride poštar z avtom, lahko pripelje večji paket kot poštar s kolesom. Lej, ni pomembno. S kolesom. S kolesom. Ja. Ampak zakaj mi govorimo o paketih? A ni tako, da se nič ne pošilja? Mi poberemo cash in to je to. A ne, prevaranti vedno nekaj pošljajo, pa tudi če sam kamne. Okay? Če sam pobereš denar, pa si tat, lopo, obična baraba. Če pa nekaj pošljaš, pol si pa prevarant. Okay? To je zelo pomembna razlika, zapišite si vi, kad tole vse zapisujete, pa delite zapiske z drugimi. Ok, zdaj pa gremo na en primer. Na spletni strani skorajzastonj.si so spletni prevaranti v samo enem tednu prodali za 12 milijonov robe in jih še niso dobili. 13,4 milijone, če smo natančni. Se pravčujem, 13,4 milijone. In to je najbolj tipičen primer spletne prevarante, Kako pa veste, a poznate ta primer? Ja, to je moja stran. Z bratom skupaj vodva skorajzastonj.si. Vi ste pa milijonar. Kaj pa delate tukaj? To je zastonj predavanje. Ne vem, pač sem mislil, da se bom kaj novega naučil. Se veste, celo življenje se učimo. Ej! Jaz skozi kupujem na tej strani. In? Ste že kdaj kaj dobili? Ja, 3 kamne. Ok. Smo nazaj. Zdaj pa imamo ene par rešitev za online skeme. Se pravi, če vidiš, da je popust, pa da je 80% ceneje, ti plačaj celotno ceno. In pol ti bojo poslali tisti. Če plačaš samo 20%... Ne. Ja. Ne. Jaz bom tako rekel, več indicev je. Mislim, ne indicev zdaj. Indicev. Dober dan, ampak
Indice. Prevelik popust, 80% off. Druga stvar, ki pogledate, če je vse na zalogi, se pravi vse številke, vse barve, slab znak. Potem pogledaš kontakt, če ni kontakta ali pa če je en generičen mail tam pod kontakt, zelo slab znak. Če ni firme napisane, kdo je lastnik tega, zelo slab znak. Potem greste lahko na Whois pogledati domeno. Če je bila nedavno registrirana, Ja? whois.com, to se da pogledati, slab znak. Ampak v osnovi jaz mislim, da je dovolj izredno velik popust, pa vse je na zalogi. To je zelo slab znak. Predvsem pa bod pozitiven. Ja, ker Jože je ful bil pesimističen zdaj. Če recimo ne dobiš stvar, ki si jo kupil, da dobiš en kamen, Ja? glej s pozitivne stvari. Mogoče je to ful drag kamen. Daj ga v analizo. Mogoče ta kamen milijone vreden. Ali pa ga pošljete Alešu, ali pa, ko ga srečate, mu lahko, ker zdaj, ko je korona, pa ni treba čisto zraven priti, Oddelač. mu ga lahko vržete. A tudi, če dobiš sam kamen, ne? V končni fazi kamen na kamen, palača. Začni graditi bajto. Tako. Ne nasedati, preverki popusti niso resnični. Preverite, tako kot je Jože rekel, ne poslušajte tega, kar sem videl rekla. Če vas karkoli še zanima, pejte na varni na internetu.si in se pozanimajte o različnih spletnih prevarah. Pa če imate kakšno vprašanje, jih pa lahko tudi vprašate, zato so oni tam. Točno tako. Zdaj pa ti rabiš še na pošto. Hvala za vabilo, užival sem. Hvala, ker se nismo skregali. Malo smo se kamne metovate skoraj. Ampak To sem jaz vzel kot skozi kompliment. Dvakrat, ne? Pošta je dvakrat. Ok, zdaj na pošti. Jaz, da pa ga še malo okoli pošiljati. Lidl.